Za občutljivo otroško kožo je treba poskrbeti ne samo na dopustu ob morju, ampak tudi v gorah, pohodih, na igrišču ali celo doma na balkonu. Dnevno svetlobo namreč sestavljajo žarki UVA, kar 90%, in UVB, teh je 10%. Žarki UVB povzročajo sončne opekline, medtem ko žarki UVA prodrejo globlje v kožo in so povezani z nastankom gub, povešanjem kože in hitrejšim staranjem kože. No, ko gremo na morje, je sigurno največja napaka opeklina, ne. To pomeni res tista akutna zadeva, ko nas opeče, ki nam seveda skrajša dopust oziroma zaradi tega imamo težave takrat. Na dolgi rok je pa sonce sigurno neugodno z seštevanjem tistega, kar naredi slabega. To pomeni preveč sonca za nek tip svetle kože, pomeni na koncu težave. Od starikave kože, bolj suhe kože, pa seveda do tistih zapletov, kot so karcinomi, se pravi raki kože in pa seveda maligni melanom, ki je najbolj agresiven rak, ki je povezan z UV žarki. Izpostavljenost UV sevanju je še posebej velika na morju in v gorah, saj voda in pesek močno odbijata UV žarke. Še posebej veliko tveganje je med 11. in 15. uro. In kaj predlagajo strokovnjaki? Prvo sigurno predlagamo, da se ne sončijo. To pomeni, da živijo in uživajo v vseh dejavnostih, ki so seveda ne ob 12, ampak uživajo v dopoldanskem, popoldanskem času. Če pa seveda se gre v hribe, če je treba neko turo narediti, seveda rabijo pokrivala, zaščitna sredstva, obleko in pa seveda faktorje z visokim učinkom, ki ne prepuščajo UV žarko na kožo. Pred poškodbami kože, ki jih povzroči sonce, se torej največkrat namažemo z zaščitnimi sredstvi pred soncem oziroma kremami za sončenje, vendar jih mnogi ne uporabljajo pravilno, zatakne se lahko že pri nakupu. Kratica SPF pomeni zaščitni faktor, ki pove, koliko krema zmanjša tveganje za poškodbe kože zaradi žarkov UVB in s tem pred opeklinami. Pravilno je, višja je številka, daljši je čas zaščite. Pri otrocih in svetlopoltih odraslih nezaščitena koža pordi že po 5–10 minutah. Če nanesete sredstvo za zaščito pred soncem s faktorjem 30, se čas podaljša za 30-krat, torej na 150 do 300 minut. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so konec junija naredili test otroških zaščitnih sredstev pred soncem. O konkretnih rezultatih ne želijo govoriti, vendar je dejstvo, da je večina teh zaščitnih sredstev dobrih. In spet se je pokazalo, da najdražja blagovna znamka ni najboljša. Letos se je ponovno izkazalo, ali pa morda še bolj izkazalo kot v preteklih letih, da so v vrhu, se pravi z dobro zaščito, dobrimi sestavinami, dobro tudi nego kože, sredstva, ki so med najcenejšimi, gre za sredstva trgovskih znamk. Potem imamo neko tisto sredino s tistimi znanimi znamkami, ki jih pač večina kupuje, se pravi, ki stane nekje okrog 10 evrov za eno sredstvo, ki je nekako vedno znova se izkaže za dobre. No, eno od naravnih sredstev je letos imelo premalo zaščite pred UVA žarki, sicer pa tista najdražja sredstva nikakor, in to se vsako leto znova ponavlja, niso najboljše oziroma niso najboljša, kar se tiče zaščite in pa vseh ostalih stvari, ki jih delamo, seveda pa še vedno večina dobro ščiti. Rezultat testiranja je tudi ta, da so zaščitna sredstva tujih diskontnih trgovin zelo dobra in to za 5 do 10 evrov.
Predvsem ti nemški diskonterji so prinesli, bom rekel, čisto drugo kulturo poslovno, to vam bo rekel vsak, ki z njimi sodeluje. Pa če pustimo ob strani te zadeve, kar se tiče izseljevanj in podobno, ki jih je treba reševati na drugih ravneh, ampak dejansko, ko pridejo ti ljudje v proizvodno preveriti, če bi to podjetje delalo za njih, dejansko si ogledajo proizvodno, gledajo vse podrobnosti in potem tudi približno vejo, kakšen izdelek bi radi dobili ven. Zgledujejo se pa seveda po najboljših na trgu, to je dejstvo, in potem skušajo vse narediti, da bi pač to dosegli. In v določenih industrijah jim to pač uspeva. Očitno je kozmetična industrija ena od takšnih, kjer je možno narediti tudi za relativno nizko ceno pač dober izdelek. Kljub temu veliko ljudi prisega na priznane ali celo zelo drage blagovne znamke, katerih cena presega 40 evrov. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so ugotovili, da so zaščitna sredstva za sončenje iz leta v leto boljša, ter z manj alergenov ali drugih kemičnih snovi, in to ne po zasoljeni ceni. V kozmetiki je vidno, da je znamka, bom rekel, zelo, zelo močen adut pri prodaji in veliko ljudi še vedno zamahne z roko in češ tistih cenejših izdelkov ne bom kupoval ali pa kupovala, ker ne zaupam vanje, zaupam neki znani, bom rekel, zelo celo razvpiti, kakšni kozmetični znamki. Da ne govorim o tem, da je tudi recimo te lekarniške znamke, se pravi tiste, ki se prodajajo v lekarni, tudi te imajo pač bistveno višjo ceno. Tukaj gledamo učinkovitost, kako ščiti pred soncem in pa ali lahko, bom rekel, koliko bolj ali manj škoduje naši koži. In tukaj pa kakšnih posebnih, bom rekel, prednosti nekih velikih znamk pravzaprav niti ne morem razbrati. Je pa res, da te znamke se znajo prodajati, seveda imajo svojo klientelo, malce nas skrbi predvsem prodaja v lekarnah, kjer zadeve delujejo zelo, zelo kot strokovno, ampak še vedno gre za komercialne ponudbe, s tem, da pač tisti, ki to ponuja, ponavadi je to pač neka dodatna oseba v lekarni, ima oblečeno belo haljo in zadeve so videti bistveno, bom rekel, bolj strokovne in boljše. No, pri sredstvih za zaščito pred soncem skoraj lahko trdim, da to ni res. Na soncu moramo biti primerno zaščiteni. Ne pozabimo, da kopanje in potenje zmanjša zaščito, zato je treba kremo namazati po vsaki športni aktivnosti, četudi na izdelku piše zelo vodoodporen. To so dejansko potrdili z analizami in z v bistvu raziskavami, da neka koža, ki je dobila doze UV sevanja v 20-30 letih, bo šla v smeri kožnega raka. To so seštevki, to pomeni ne seštevk letošnjega leta pa nič več, pa letošnje smučanje pa poletje, ampak seštevk zadnjih 20, 30, 40 let rezultira recimo na čelu, na nosu, na uhlih, na ramenih, tam, kjer smo dobili največje doze, z težavami, ki so predstopnje ali pa stopnje kožnega raka. Strokovnjaki staršem majhnih otrok polagajo na srce, da res skrbijo, da je otrok, če se le da, čim več v senci. Ne varčujmo z nanosom zaščitnih sredstev za sončenje. Faktor naj bo primerno visok, za otroke velja najmanj faktor 30, seveda. Višje je, boljše je. Zaščitimo se lahko tudi z oblačili in pokrivalom.